Živjo! Danes pa od mene morda malce drugačen video, kot ste ga vajeni navadno. Tisti, ki me poznate, veste, da sem tudi velika ljubiteljica rastlin, še posebej tehle mojih pilej, ki se jim reče tudi kitajska money plant, naj bi prinašala denar. In tule vidimo je kar nekaj malih rastlinic, mladičkov, ki že komaj čakajo, da gredo na svojo pot, tako da pojdite z menoj, da jih ločimo od mame. Naredili bomo pa še nekaj precej bolj strašnega, in sicer tole veliko pilejo bomo prerezali na pol. Tule sta naši rastlinici. Tale je v bistvu potaknjenček tele velike rastline in kot rečeno ima tule že kar nekaj mladih. Tudi tam ima nekaj mladih, poganjajo. Evo, tule še eden, pa tule. In mislim, da je čas, da jih damo narazen. Rokavice so, gremo. Se pravi, en listek mi je že odpol. To je naša velika roža. In jo zelo previdno najprej vzamemo iz lonca. In zdaj vidimo kar nekaj tehle tamalih. Mogoče jo malenkost razrahljam. Tisti list, ki bo odpol. Nimaš kaj. Zdaj damo pa previdno narazen. Ja. Tlele sta dva. Eden. Zdaj, ena opcija je, da jih damo v vodo za par tednov, da še malo razvijajo korenine. Lahko jih pa tudi kar direkt posadimo v zemljo. Enega moramo pa vedno pustiti. Se pravi tej mami rastlini. Evo, tole so moji potaknjenci, različni. Nekateri imajo več koreninic gor, zato bom tele kar posadila tole v zemljo. Nekateri pa nimajo ravno veliko koreninic, zato gredo pa za nekaj časa najprej po vodo. Evo jih. To je improvizacija. Takole, tak. Evo nas. Ja, nekaj časa ne bomo šnopca pili. Potaknjenci so torej v vodi, tisti, ki še rabijo malo časa, da jim zrastejo korenine. Tole rožo smo ločili in enega ta-malega še ima. Malo jo moram še zaliti. Takole. Zdaj pa zemljo sem že dala. Pa bom dala po mojem dva tale skupaj. Se mi zdi, da včasih tudi lepo pride, da je taka gostejša potem. No, zdaj imamo pa to veliko gospo. Nekoč je bil tale en majhen potaknjenc, tako kot tisti vsi, ki smo jih tukaj razmnožili. Dala mi ga je sodelavka in evo, takole se je zdaj čez leta razrasla, ampak če dobro pogledamo, ima tale rastlinica sicer velike, debele liste, tako veliki so kakor moja roka, ampak nekaj težav. Tule spodaj so ji odpadli praktično vsi
listi tu gor, pa tako bujno raste. In če hočemo, da bi bile res take okrogle, lepe, bujne oblike, bi jo bilo treba, po moje, tlele nekje odrezati in na nov posaditi, vmes pa še ločiti, recimo tegale ta malka. Bomo videli, kako bo šlo. Strah me je. Pravijo, da je dobro imeti te škarje za recimo trte rezati. Jaz jih nimam, imam pa nož, ki sem ga, opala, bogica, predhodno razkužila, da se ne bi kakšne bolezni pojavile. Zdaj pa kaj? Let's do this, ne? Ali kako? Da ne bojo več listi rjaveli pa dol odpadali. To naj bi bila tudi posledica lahko preveč ali premalo zalivanja v zimskih mesecih, pa zaradi pretoplih stanovanj, ki jih imamo. Smo odločeni, kje bomo zarezali. Po moje, da tlele nekje, ki je tak bolj mlad del, pa bolj gost. Tole imam pripravljeno vodo za rožo, ne zase. Ja. Tle nekje smo rekli. Tako. Kakšen list dam še dol. Ali pa dajmo najprej odrezati. Evo našo rastlinico. Ima kar močne. Iz teh potem bi lahko tudi naredila nove podtaknjence. Evo jo. Mislim, da je kar lepa za naprej. Mogoče, da bi še kakšen list dal stran. Evo takole. In gre zdaj za enih 14 dni v vodo. Pa imamo pa tole rastlino, iz katere naj bi iz tega stebla po novem prav tako rastle nove rastlinice. In zdaj, če fajn pogledamo, opala, se nekaj celo že vidi. Evo jih, tak, nekaj zelenega. Ne vem, če se vidi pa tlele nekaj zelenega poganja. Tako da, taram, tole zrihtam, pa vam pokažem. Če bi želeli, recimo iz tele velike, ali pa, v glavnem, iz tega narediti podtaknjenc, je treba pa tako zarezati, da ostane še malo tegale, evo, rjavga. Se pravi, tole damo v vodo, mora imeti nujno še delček tega, sicer ne bo pognalo korenin. Tole je današnji rezultat. Ta večja je torej odrezana, pustila sem ji še nekaj ta malih zraven. Tale del pravi, da je dober s cimetom malce potresti, da je ne bi kaj napadlo. Posajeni podtaknjenci, tile, ki so v vodi, ta večja na pol in pa tale gospa. To je to za danes. Jaz upam, da ste se zabavali ob gledanju mojih poskusov razmnoževanja rastlin in da ste kaj pametnega tudi odnesli. To je to za danes. Lep sobno rastlinski pozdrav!